Imamo novo odmevno pravno zadevo. Domnevni rop in ugrabitev raperja Guccija Mane'a. Ta primer naj bo opozorilo vsem, ki mislijo, da je uporaba nasilja in zastraševanja za ropanje drugih v naši skupnosti sprejemljiv način poslovanja. Tukaj sem, da povem, da to ni sprejemljivo, in če se odločite za takšna dejanja, vas bomo hitro privedli pred roko pravice. Počakajte, da slišite ne samo obtožbe, ampak tudi dokaze, posnetke nadzornih kamer, Instagram račune, prstne odtise. To je nekaj posebnega, milo rečeno. Imamo kazensko ovadbo, ki vse podrobno opisuje. In zdaj vam bomo vse razložili. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. V redu, to moram deliti z vami. Imam res razburljivo novico, prav? Tukaj pri Law and Crime smo skupaj preživeli toliko časa, ko smo se ukvarjali z vsako nenavadno preobratno nočno zadevo. Da smo želeli najti način, kako vas še bolj približati dogajanju. Zato končno predstavljamo Law and Crime Plus. To je vaš novi prostor za tisoče ur oddaj brez oglasov in ekskluzivne dosjeje primerov, kjer se lahko resnično sami poglobite v dokaze. To smo resnično ustvarili za skupnost ljudi, ki pozno v noč analizirajo vsako podrobnost, medtem ko čakajo na razsodbo. Torej je ta prostor prav toliko vaš kot naš. Kar pogumno, prenesite aplikacijo, preverite funkcije in nam sporočite svoje mnenje. Danes lahko obiščete lawandcrimeplus.com in izkoristite našo omejeno ponudbo za samo 3,99 na mesec ali 40,99 za leto. Kako sploh razumete ta naslov? Raper Gucci Mane naj bi ga domnevno oropali in ugrabili drugi reperji. Kot je zapisalo Ministrstvo za pravosodje v svoji izjavi za javnost, citiram, ta teden 9 posameznikov, vključno z znanimi glasbenimi izvajalci, je bilo na zvezni ravni obtoženih ugrabitve in oboroženega ropa številnih žrtev v glasbenem studiu v Dallasu v Teksasu, je sporočil ameriški tožilec za severno okrožje Teksasa Ryan Raybould. Osem od 9 so aretirali v Dallasu v Teksasu in Memphisu v Tennesseeju. Med obtoženimi je tudi Lantrell Williams mlajši, znan tudi kot Push Ice-T, Lantrell Williams starejši in Rodney Wright mlajši. Znan tudi kot Big 30, Kadarius Waters, Terrence Rogers, Demarion Gibson, DeMarcus Glover, Corday Johnson, Darian McDaniel. Pravzaprav, mimo grede, včeraj je bila novinarska konferenca in želim, da poslušate tisti trenutek, ko govorijo o eni osebi, ki je manjkala pri tem, prav? Torej so ljudje, ki so obtoženi, vendar niso bili vsi aretirani. To je torej zvezni tožilec za severno okrožje Teksasa, Ryan Raybould. Eden od posameznikov, ki je bil obtožen, še ni imel svojega prvega nastopa pred sodiščem, vendar agenti aktivno delajo na tem, da ga najdejo in pripeljejo na sodišče. Pravzaprav sem se želel dotakniti te teme, Erik Bushman na KRLD. Ker je ena oseba, ki jo še vedno poskušate pripeljati, predvidevam, da je to zaradi njegovega prvega zaslišanja. Rekli ste, da poskušate, ker greste s tem v javnost. Vas je kaj strah, da bi to lahko na koncu otežilo prijetje te osebe? Agentje ga poskušajo najti. Kazenska ovadba je že bila razkrita, številni od teh obtožencev so že imeli javno zaslišanje, svoj prvi nastop pred sodiščem. Tako je že znano, da je bila ta oseba obtožena. Te informacije so javno dostopne. Vendar zaupam, da bodo agentje uspeli identificirati to osebo, jo našli in privedli pred roko pravice. Seveda se lahko ta oseba takoj sama preda. Imam 32-stransko kazensko ovadbo, ki je bila vložena na okrožnem sodišču Združenih držav za severno okrožje Teksasa, ki vam jo bom razložil čim bolj preprosto. Želim, da poznate obtožbe, morebitne dokaze, vpletene strani, v redu, da dobite predstavo, zakaj gre v tem primeru. In to želim povedati, še preden začnem. Ko bom to razložil, boste razumeli, zakaj so bili ti posamezniki aretirani glede na domnevne dokaze, ampak, vsi so nedolžni, dokler jim krivda ni dokazana. To moram povedati, ker boste, ko boste to poslušali, morda rekli, wow, dokazi proti njim so res slabi. Ampak do zdaj še nič ni bilo dokazano. V redu, s tem opozorilom pojdimo naprej. Torej, to je izjava pod prisego. Gre za prisežno izjavo posebnega agenta FBI v podporo kazenski ovadbi. In to je izjava o utemeljenem sumu, da so bila storjena kazniva dejanja. V redu. Začne se z navedbo, da so bile 10. januarja 2026 žrtve, ki so sicer identificirane samo z začetnicami, med njimi pa je tudi RD, za katerega moramo domnevati, da je Gucci Mane, saj je njegovo pravo ime Roderick Davis. Pravijo, da so bili oropani in ugrabljeni pod grožnjo s pištolo v glasbenem studiu v Dallasu v Teksasu.
Zdaj, očitno je bilo načrtovano srečanje med RD in osumljencem Lantrellom Williamsom Jr. Očitno je ta hip-hop izvajalec znan kot Pooh Shiesty in naj bi bil podpisan pri RD-jevi založbi 1017 Records. To srečanje naj bi bilo povezano s sporom glede pogodbe. To ponovno trdijo tožilci. Zdi se, da je Williams Jr. želel izstopiti. Tako v izjavi pod prisego trdijo, da ko RD in druge domnevne žrtve v tem primeru ter drugi vstopijo v to poslovno stavbo, ugotovijo, da je zaprta. Torej, Williams Sr., to je očitno oče Williamsa Jr., je tisti dan očitno poskušal rezervirati snemalni studio za svojega sina in za RD, da bi snimala glasbo. William Sr. je očitno govoril s to neidentificirano osebo, znano kot JN, še enim upletenim v to zgodbo, ki je lastnik studija. Studio se nahaja v tej poslovni stavbi. Tako zdaj razumete, kako je vse skupaj razporejeno. Torej, izjava pod prisego vključuje očitne posnetke iz nadzornih kamer, ki naj bi prikazovali Williamsa Sr., kako zunaj stavbe govori z nekom po telefonu. Tukaj vam bom pokazal kratek predogled. V tej kazenski ovadbi je veliko posnetkov, veliko slik iz nadzornih kamer. Mimogrede, to pomaga potrditi podrobnosti, pomaga potrditi časovni potek dogodkov. Pomaga potrditi dogodke, ki so opisani, ko imate domnevno časovno označene slike iz tega nadzornega videoposnetka. Pomočnik naj bi tistega dne prispel pomagati pri produkciji ob 15:39. In izjava pod prisego trdi, da se ta dvojica, oče in sin Williams, prepirata z nekom po telefonu. Prav, prepirata se. In to vam bom prebral dobesedno. Citiram. O približno 15:43. Williams mlajši in Williams starejši, Wright, Johnson, Waters, Rogers, Gibson, Glover in McDaniel so vstopili na vzhodno stran poslovne stavbe. Osumljenci v tej zadevi so šli skozi preddverje poslovne stavbe, preden so vstopili v studio. Na posnetku je mogoče videti posameznika z pričesko z dredami, kasneje identificiranega kot Gibson, kako zapušča poslovno stavbo in se kmalu zatem vrača z vrečo čez ramo. Ponovno, v tej tožbi so priloženi očitni posnetki nadzornih kamer, prav? Zdaj v izjavi pod prisego trdijo, da so šli v ta studio, kjer so bili domnevne žrtve in mimogrede, priloženi so tudi posnetki preddverja studija, kontrolne sobe in snemalne sobe. In na neki točki naj bi Williams mlajši, ki je mimogrede, to me je res presenetilo, domnevno nosil elektronsko napravo na gležnju. Prav, šel govoriti z RD na samem o pogodbi. O elektronski napravi na gležnju bom govoril čez trenutek. Domnevno pa pride do prepira, ki se konča tako, da je Williams mlajši obtožen, da je izvlekel črno pištolo v slogu AK in jo uperil v RD, ter naj bi od njega zahteval, da podpiše dokumente za razveljavitev pogodbe. Zdaj naj bi RD ubogal in podpisal. Spet predvidevamo, da gre za Gucci Mane. In obstaja trditev, da RD, domnevno Gucci Mane, ni smel oditi, saj so ga držali na muhi pištole. Obstajajo obtožbe, da je Wright domnevno snemal RD, ko je podpisoval dokumente in bil prisiljen reči, da je Williamsa Jr. izpustil iz pogodbe. In potem naj bi Williams Jr. vzel RD-jev poročni prstan, uro, uhane in denar. Sprašujem se, ali imajo ta posnetek. Prav, res me zanima, če to imajo, ampak zdaj vam bom ponovno prebral dobesedno iz tožbe. Waters, Rogers, Johnson, Glover, McDaniel in Gibson so izvlekli pištole ali pištole tipa AK in začeli zahtevati premoženje od BP in MM. BP je bil potisnjen na kavč v nadzorni sobi, medtem ko je oseba, ki jo BP pozna kot CMO, Dan Fu, in je del Williams Jr.-jeve ekipe, preiskala njegove žepe in mu ukradla denarnico. BP-ju so z vratu ukradli verižico in ogrlico. McDaniel je BP-ju grozil, da ga bo ustrelil, če se premakne, vendar mu je Williams Jr. naročil, naj tega ne stori. MM je bil med ugrabitvijo in ropom zadavljen od zadaj do te mere, da je skoraj izgubil zavest, zaradi česar je imel praske na vratu in zapestju. Zdaj so v tožbi priložene fotografije, ki naj bi prikazovale ureznine ali odrgnine na MM-evem vratu in zapestju. In obstaja trditev, da so mu ukradli denarnico, ure, torbo Louis Vuitton in slušalke. In če se sprašujete glede varnosti, kaj ne, ali ni imel varnostnika s seboj? No, trditev je, da je varnost žrtve ugotovila, da jih je bilo premalo in da so bili slabše oboroženi. Nadalje piše, citiram, RD je bil potisnjen na kavč v nadzorni sobi. Spet govorimo, kot kaže, o Gucciu Maneju, zaradi česar so žrtve verjele, da bodo usmrčene.
Williams Jr. je prislonil cev strelnega orožja na zadnji del BP-jeve glave in ukazal njemu ter RD-ju, naj zapustita nadzorno sobo v studiu skozi zahodni vhod poslovne stavbe. RD je nato naročil CW-ju in TD-ju, naj jih pospremita do njihovega vozila. Ko so žrtve odhajale, se je MM obrnil k Williamsu Jr. in ga vprašal, ali res jemljejo njegove ure. Na podlagi kasneje pridobljenih posnetkov nadzornih kamer so osumljenci zapustili studio in poslovno stavbo skozi vzhodni vhod približno ob 16:48. In na to izjava pod prisego navaja fotografije domnevnih osumljencev, ki naj bi zapuščali stavbo, ter tudi avtomobile, za katere so verjeli, da so povezani z njimi in so se peljali proti severu. Zdaj, kako so našli domnevne osumljence? To je res zanimivo. Začeli bomo z identifikacijo vozila. Izjava pod prisego trdi, da Wrightov oče ima Dodge Charger Hellcat letnik 2020 s tablicami iz Tennesseeja. Oblasti so očitno uporabile branike registrskih tablic, da so sledile Chargerju, ki je sledil drugemu vozilu, Dodge Ramu. Govorimo o 14:18 10. januarja. In trdijo, da Dodge Ram izgleda kot tisti na posnetku varnostne kamere blizu kraja zločina, kasneje tistega popoldneva. Očitno uporabljajo branike registrskih tablic tudi za povezavo Chargerja, ki se je peljal zelo blizu belega Buicka Enclave. In z uporabo evidenco najemu so ugotovili, da je Enclave najel William starejši. Pojdimo k elektronskemu spremljanju lokacije. Se spomniš, ko sem omenil elektronsko zapesnico na gležnju za Williamsa mlajšega? No, očitno je prestajal kazen zaradi zveznih obtožb o drogah in orožju. Hišni pripor je zahteval nošenje elektronske nadzorne naprave. Tako lahko uporabijo podatke o lokaciji iz te naprave, da očitno sledijo njegovim gibom v bližini kraja zločina. In potem v izjavi pod prisego trdijo, da sta William starejši in Williams mlajši šla v trgovino Staples prej tisti dan. Zakaj? Trditev je, da sta šla natisniti pogodbeno odpovedno dokumentacijo, ki je bila spet ključni del celotnega domnevnega spora in dogodka. Zdaj zvezni agenti pravijo, da nadzorni posnetki in podatki GPS kažejo, da so bili tam. Zapisi mobilnih telefonov, veste, to je vedno ključno v kazenski preiskavi, kaj ne? Prebral vam bom dobesedno, kaj piše. Ostanite z mano, to je pomemben del. Preiskovalci so pridobili zapise mobilnih telefonov za Williamsa mlajšega, Williamsa starejšega, Wrighta, Johnsona, Watersa, Rogersa in Gibsona, ter telematske podatke o lokaciji in zapise za Dodge Charger Hellcat in Dodge Ram. Zapisi kažejo, da so Wright, Johnson, Waters, Rogers in Gibson potovali skupaj iz Memphisa v Tennesseeju, v Dallas v Teksasu, ter z Dodge Charger Hellcat in Dodge Ramom. Memphis so zapustili 8. januarja 2026 in prispeli v Dallas v zgodnjih jutranjih urah 9. januarja 2026. Podatki iz Gloverjeve elektronske nadzorne naprave se ujemajo s temi zapisi mobilnih telefonov. 10. januarja 2026, približno ob 14:28, do približno 14:46 sta bila Williams mlajši, Williams starejši, Wright, Johnson, Waters, Rogers, Gibson, Dodge Charger Hellcat in Dodge Ram na območju stolpa Windrose, kjer je Williams mlajši živel, preden se je preselil. Vsi so skupaj potovali na območje kraja kaznivega dejanja, torej na prizorišče zločina, kamor so prispeli približno ob 15. uri. Podatki iz elektronske naprave za nadzor Williamsa mlajšega in lokacijske informacije za Buick Enclave se ujemajo z zapisi mobilnega telefona. Williams mlajši, Williams starejši, Wright, Waters, Rogers, Gibson, Dodge Charger Hellcat in Dodge Ram so skupaj odpotovali z območja kraja kaznivega dejanja ter odšli približno ob 16:50 na območje The Star v Friscu, Teksasu in prispeli približno ob 17:07. Poglejte, kako natančno je to. Williams mlajši, Williams starejši, Wright, Johnson, Waters, Rogers in Gibson so uporabljali stolpe s pokritostjo, ki vključuje območje The Star, do približno 21:30. Podatki iz elektronske naprave za nadzor Williamsa mlajšega in lokacijske informacije za Buick Enclave so se ujemali z zapisi mobilnega telefona. Wright, Johnson, Waters, Rogers, Gibson, Dodge Charger Hellcat in Dodge Ram. To moram ponavljati, ker mislim, da je pomembno, da prepoznate različne strani tukaj in različne vire lokacije. Skupaj so potovali z območja The Star v Friscu do območja Comfort Inn, kjer so ostali čez noč. Williams mlajši in Williams starejši sta ostala na območju The Star čez noč. Nadalje piše,
Zapisi mobilnih telefonov kažejo, da so 13. januarja 2026 Wright, Johnson in Waters skupaj potovali z Dodge Ramom iz Dallasa v Teksasu v Memphis v Tennesseeju. Torej, če so te obtožbe resnične, vidite iz prve roke in podrobno, kako težko je leta 2026 v urbanem okolju storiti zločin in ne biti izsleden. To je digitalni svet, digitalni kazenski pregon in za odvetnike obrambe je lahko zelo težko izpodbijati zanesljivost teh podatkov, še posebej, če združujete različne oblike podatkov. Podatke mobilnega telefona z videonadzorom in z GPS nadzorom, kaj ne? Ampak ste slišali za Comfortin, mimogrede, po izjavi pod prisego. Zapisi Comfortin potrjujejo oziroma naj bi potrjevali, da je Gibson plačal za 4 sobe v hotelu. Torej, zdaj imate finančne zapise, dokumentacijo. Preiskovalci so pregledali posnetke nadzornih kamer iz Comfort Inn in opazili Wrighta, Johnsona, Watersa, Rogersa, Gibsona, Gloverja, McDaniela znotraj Comfort Inn. Vsi so bili oblečeni v oblačila. Podobno, kot so bili oblečeni osumljenci v primeru ugrabitve in ropa. V izjavi pod prisego so dobesedno vzporedne primerjave domnevnih udeležencev, kaj naj bi nosili na kraju zločina v primerjavi s tem, kaj naj bi nosili v Comfort Inn. Ponovno, vse so to le obtožbe, ampak vidi, zakaj se to stopnjuje. Obstaja tudi del, kjer so preiskovalci našli odtise oziroma prstne odtise, latentne odtise Gibsona in Rogersa na teh rdečih plastičnih kozarcih, ki so bili očitno puščeni na kraju zločina. Gremo naprej na družbena omrežja. To je pa že naslednja stopnja, prav? Torej, očitno so preiskovalci primerjali opise Williamsa mlajšega, ki so jih dali oškodovanci, s profilom na Instagramu z imenom Pooh Shiesty. In preiskovalci pravijo, da se ujema. In to naredijo tudi za Williamsa starejšega, Wrighta in Watersa. In celo obstajajo fotografije, kjer so skupaj na spletu, ter celo primerjajo državne osebne izkaznice s temi računi. In tukaj moram izpostaviti Rogersa. Citiram. Na posnetkih nadzorne kamere s kraja kaznivega dejanja je mogoče videti osebo, za katero menijo, da je Rogers, kako zapušča stavbo in nosi torbo Louis Vuitton, ki naj bi bila ukradena MMU. 15. januarja 2026, torej, le nekaj dni kasneje je Rogers objavil video na profilu @damnfool375, kjer nosi uro Rolex GMT Master 2 z jekleno zapestnico Oyster. Ta je videti vizualno podobna uri, ki je bila ukradena MM-ju, ki je preiskovalcem zagotovil fotografije, račun in serijsko številko ukradene ure. Dodatne objave na profilu @damnfool375 prikazujejo Rogersa, kako nosi čevlje, podobne tistim, ki jih je nosil med kaznivim dejanjem. In priložijo fotografije, ki naj bi to tudi prikazovale. Tle je primer z Gloverjevega Instagrama. 11. januarja 2026 zgodba z veliko gotovine Rolexom, ki je vizualno podoben tistemu, ki je bil ukraden MMU in oznako lokacije Dallas, Texas, 17. januarja 2026. Zgodba prikazuje Gloverja z Rolexom, ki je videti enak kot tisti, ki je bil ukraden MMU, pri čemer pravi, da je dobil novo rope, kar naj bi bil sleng za ure ali verižice. 19. januarja 2026 videoposnetki Gloverja, ki nosi verižico z obeskom 1017, ki je videti enak kot tisti, ki je bil ukraden BPU. Torej, obtožba je, da nisi samo vse to ukradel, ampak si se s tem tudi bahal. Zdaj bi obrambni odvetniki rekli, da to ni ista verižica, da je njihova. Gre pa za precej redke predmete, še posebej, če govorimo o tisti uri Rolex. In prepričan sem, da bi lahko imeli spor o tem, ali so bili ti predmeti dejansko ukradeni ali ne. Ampak spet, časovni okvir, okoliščine, morebitna redkost teh predmetov, to je treba imeti v mislih. Nedolžen, dokler ni dokazana krivda, problematično. Zdaj pa še nekaj, kar moram omeniti, kar bi se lahko kasneje uporabilo kot dokaz. Torej, ko očitno obiščete njihove Instagram profile, kolikor sem lahko videl, na njih ni skoraj nič več. Morda imajo še nekaj objav gor, ampak to je to. Veste, Shiesty ima še vedno veliko gor, tako da je težko reči, če je kaj izginilo. Ampak če bodo tožilci lahko dokazali, da so izbrisali stvari, da bi morda uničili dokaze ali se poskušali skriti pred oblastmi, bo to zanimivo. Zdaj, morda se motim, mogoče je bilo izbrisano po njihovi aretaciji iz nekega razloga ali po obtožbah.
Ne vem natančno, ampak to sem opazil. In potem v teh dokumentih naredijo nekaj, kar se mi zdi res zanimivo. In rekel bom, da je to kar osvežujoče, ker v tej kazenski ovadbi, vsaj za namene moje analize, res zelo jasno navedejo dokaze proti vsakemu obtožencu. Naprimer, očividci pravijo, da je Lantrell Williams mlajši pripeljal RD v snemalni studio in zahteval, da RD podpiše sporazum o odpovedi zahtevkom pod grožnjo s pištolo, preden je vzel RD-ov poročni prstan, uro, uhane in gotovino. Očividci prav tako postavljajo Williamsa mlajšega v sobo, ko sta se zgodila dodatna ugrabitva in ropa MM in BP. Izpiski mobilnih telefonov, elektronsko sledenje lokacije in posnetki nadzornih kamer postavljajo Williamsa mlajšega na kraj kaznivega dejanja. Podatki elektronskega sledenja lokacije prav tako postavljajo Williamsa mlajšega na lokacijo Staples skupaj z njegovim očetom, za katerega verjamejo, da je tiskal odpovedno pogodbo, preden sta prispela na kraj kaznivega dejanja. In to naredijo znova za vsakega od obtožencev. Nato pa nadaljuje z besedami, da na podlagi zgoraj navedenih dejstev obstaja utemeljen razlog za sum. 10. januarja 2026 v oddelku Dallas, severnega okrožja Teksasa, DeMarcus Glover, Demarion Gibson, Gordon Johnson, Darian McDaniel, Terrence Rogers, Kadarius Waters, Lantrell Williams Mlossi, Lantrell Williams starejši in Rodney Wright mlajši so se zarotili in storili ugrabitev v nasprotju z 18 USC 1201A in C. Mimogrede, ko slišite, da so skupaj v isti sobi, medtem ko se dogajajo druge rope, je to dogovor, kaj ne? Zarota je dogovor za storitev kaznivega dejanja. In kateri so bili konkretni koraki sprejeti v podporo temu dogovoru? In po mojih informacijah, če bodo obsojeni, vsakemu obtožencu grozi kazen do dosmrtnega zapora. To je spet po podatkih Ministrstva za pravosodje. To sem že omenil prej, pa bom še enkrat. Novinarska konferenca je bila sklicana in zgodila se je včeraj. Rad bi vam predvajal še nekaj posnetkov z te konference. V redu? To pojasni nekatere podrobnosti. In spet, to je ameriški tožilec, ko so ga vprašali o žrtvah. Mislim, da je zanimivo, kar pove. Ta primer res poudarja pomen zavzemanja za žrtve kaznivih dejanj, ne glede na to, kdo so ali odkot prihajajo. In neverjetna partnerska sodelovanja pri preiskavah, ki jih imamo, ne samo v severnem okrožju Teksasa, ampak po vsej državi. In vsi skupaj delamo za varnost naše države. Kar se tiče žrtev, trenutno ne bomo razkrivali, kdo so žrtve. O žrtvah trenutno ne bom govoril. Mislim, da bo kasneje prišlo več informacij, ki bodo pomagale razjasniti zadevo, vendar v tej fazi preiskave tega ne smem razkriti. Tako je. Ob času tega posnetka oblasti še niso uradno potrdile, da naj bi se to zgodilo Gucciu Maniju. V vsaki zvezni državi in pri vsakem pregonu obstajajo zaščite za žrtve, zato morate to imeti v mislih. Ampak veste, kako sem omenil dokaze, kaj ne? To je ameriški tožilec, ki govori o teh dokazih in kazni. To je bil eden od razlogov, zakaj sem želel našteti nekaj dokazov, ki so bili do zdaj odkriti. Veliko tega je bilo pridobljenega s sodnimi pozivi, nalogi za preiskavo in podobnimi postopki, da bi razvili preiskavo. Tako, agenti, ki so tukaj z mano, kot tudi agenti na terenu, potrebujejo nekaj časa, da ugotovijo, kdo je storil to kaznivo dejanje in zberejo dovolj dokazov, da lahko z gotovostjo vložimo obtožbe. Pravzaprav je to precej hitro za zvezni primer takšne resnosti in narave, zato sem zelo ponosen na opravljeno preiskovalno delo. In nadaljevalo se bo iz tega urada, pa tudi strani FBI-ja in naše lokalne policijske uprave. Če bodo obtoženi spoznani za krive teh obtožb, kako resna je zloraba? Kaj lahko poveste o tem? Soočajo se z razponom kazni. V tem primeru ni obvezne minimalne kazni. Gre za razpon kazni in odločitev bo v pristojnosti sodnika, ki bo dobil primer. Lahko pa je kazen od nič pa vse do dosmrtnega zapora. In kot veste, bo veliko tega, kar bo vodilo tako imenovane smernice za izrekanje kazni, odvisno od posameznika. Predkaznovanost, dejstvo, da je eden od teh posameznikov storil kaznivo dejanje med tem, ko je bil v hišnem priporu, torej dejansko prestajal zvezno kazen, če predpostavimo, da je posameznik obsojen, bo to zagotovo oteževalna okoliščina. Velik primer, veliki premiki, pomembni dokazi. Še naprej bomo spremljali, kaj se bo zgodilo naprej, ampak to je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj na Sidebarju. Vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste bili z nami. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcast, Spotify, kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če mi želite slediti na X-u, Instagramu ali v moji oddaji Jesse Weber Live na News Nation od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič. Vsi skupaj.